kdaj največkrat slišimo, da za nekaj nismo imeli časa. Jaz mislim, da sta dva najpogostejša stavka, prosti, veš, nisem imel časa, torej zato, da se slišiva, da se javim, da se vidimo. To uporabljamo na področju druženja, ko razporejamo svoj čas, komu ga bomo namenili, podarili in komu ne. In na področju dela. Prosti, veš, nisem uspel, nisem utegnila to narediti, dokončati, se pripraviti in tako dalje. A ne bi bil svet lepši, življenje preprostejše, če bi usvojili tole zelo enostavno dejstvo? Pomanjkanje časa ne obstaja. Čas imaš ali pa nimaš. Čas si vzameš ali pa ne. In kaj je edina razlika tega, ali ga imaš ali ne, ali si ga torej vzameš ali ne? Interes. Vse v naših življenjih, ne morem dovolj naglasiti, vse v naših življenjih je stvar interesa. Kako to vemo? Če pomislite in se spomnite na katerokoli obdobje v življenju, na katerokoli dogodek, kjer ste si nekaj močno želeli, kako se reče, pa naj bo kar hoče, takrat sem prepričana, da so vse naredili. Ko smo, na primer, sveže zaljubljeni, takrat bi najrajš vse spustili z rok in v svoj fokus, v svoj čas, vse, kar premoremo, usmerili in namenili samo njemu. Čas si prerazporedimo in uredimo tako, da veliko časa preživimo skupaj. Ali pa kakšna druga primerjava. Naprimer, če si želimo domačo žival. Vemo, da bo to za sabo potegnilo časovne premike, ali ko si oseba želi otroka, ko si želi družino ustvarjati. Naš interes ustvarja kemijo v našem telesu in obratno, zato da naredimo prostor za to našo željo. Kar sem ravnokar izpostavila, velja za vse. Pa ne gre za druženje, pa ne gre vzeti si čas za neko delo, pa ne bo za telovadbo, za to, da bomo bolj zdravi, bolj fit, za uvajanje nekih novosti, za voljo zdravja. Skratka, karkoli. Kakšno breme bi odpadlo od vseh tistih, ki se neprestano zgovarjajo, opravičujejo, navajajo najrazličnejše vzroke, zakaj nekaj ni bilo in zakaj nekaj niso in kako niso mogli. Veste, to je ogromno truda, energije in tudi časa treba vlagati, da naumiš toliko kvalitetnih vsebin za to, da nekaj opravičaš. In na drugi strani bi odleglo tudi vsem tistim, ki se vsakokrat znova počutijo izigrane, zapostavljene, spregledane, žalostne in še kar vlagajo svoj input za to, da bi se nekaj res zgodilo, da bi nekaj steklo, da bi se nekaj realiziralo. Vsi tisti, ki ponujajo izgovore, se naj opomnijo na to dejstvo in enostavno sebi in drugim priznajo, poglej, nimam interesa, žal, dajmo zaključiti s to zgodbo, škoda mojega, tvojega časa, volje, energije, negativnih čustev. In na drugi strani, tudi če vam nekdo tega iskreno ne pove, dajte prosim ne sprejemati neprestanih izgovorov, premikanja, izmikanja. Opomnite se na to dejstvo in razumite, da niste prišli na vrsto zgolj zato, ker ni pravega interesa na drugi strani. Naše vire, ki smo jih do te točke vlagali v ta odnos, lahko uporabimo za kaj drugega, za koga drugega. Pomanjkanje časa ne obstaja. Zagotovo pa obstaja pomanjkanje interesa.